ta reforma je sicer potrebna, vendar ne v takšni obliki, kot je. Predvsem pa ta reforma ne bo rešila problema javnih financ. Naj povem uvodoma, da se Slovenija zadnja 3 leta zadolžuje z tempom 2 milijardi evrov letno. Druga stvar, ki je sama pokojninska reforma v prvem letu, bi bilo eventualno na osnovi tega ob najboljših pogojih prihranka za nekaj čez 30, med 30 in 40 milijoni, in ko bi milijoni evrov, govorimo pa o zadolževanju 2 milijardi. Po drugi strani, ko bi bila reforma popolnoma uveljavljena, mogoče bilo tega prihranka 200 do 300 milijonov. Po našem mnenju ta reforma ne rešuje na eni strani javnih financ, na drugi strani pa seveda je potrebno nekaj drugega, zato da bomo javne finance razrešili. To je predvsem oživitev gospodarstva. Uvodoma bi rad povedal, da smo v Slovenski demokratski stranki in tudi jaz osebno zelo razočarani nad tem stanjem v državi, ko praktično namesto, da bi se ukvarjali z gospodarsko, finančno in socialno krizo, se ukvarjamo z referendumi. Torej, to samo po sebi že veliko pove o stanju v državi. Kot lahko sami ugotavljate, sedanja vlada ni sposobna sprejemati nikakršnih kompromisov, se ni sposobna dogovarjati z socialnimi partnerji, se ni sposobna dogovarjati z nobeno družbeno skupino, se ni sposobna dogovarjati niti znotraj koalicije, kaj šele, da bi se pogovarjala z opozicijo o pomembnih rešitvah, ki so v tem trenutku za našo državo izjemnega pomena. In to je seveda se soočiti z to izjemno težko gospodarsko in socialno in pa finančno krizo. Omenjamo zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in pa zakon o arhivih, ki so sedaj v fazi, ko bomo morali volivke in volivci odločiti, ali je ta zakon sprejemljiv za večino državljank in državljanov, je seveda jasno, da ti zakoni ne bi šli na referendum, če bi bili primerno pripravljeni in bili sprejemljivi za večino državljank in državljanov. Poglejte, v Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je to področje problematično, da demografija kaže na to, da bo na tem področju potrebno nekaj storiti. Vendar predlog takšen, kot je predlagan, je nesprejemljiv za večino državljank in državljanov Republike Slovenije. Poleg tega, veste, da če bomo delali, če bi bilo potrebno narediti, kar pa bo potrebno v nekem časovnem dobu narediti reformo, pokojninsko reformo, mora ta temeljiti na nekih novih rešitvah, ki jih pozna večina razvitih držav v Evropi. Ta zakon je pa praktično del prepisa iz prejšnjega zakona, razen tega, da podaljšuje pokojninsko in pa starostno dobo za upokojevanje, praktično ničesar druga ne rešuje. Torej, to ni reforma pokojninska, to niti senca ni pokojninske reforme. Vse zakone, praktično glavne zakone, ki jih ta vlada prinese torej v državni zbor, so izjemno hitro rokersko pripravljeni, slabo pripravljeni in zaradi tega potem večina teh zakonov konča tudi na referendumih. In zdaj, če nadaljujem z zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ta zakon je spet en zakon, ki so ga praktično prepisali iz prejšnjega zakona, samo intenca tega zakona, ki so ga predlagali, je kaznovalna politika. Druga, tak zakon ničesar ne rešuje in pa seveda, da omejuje sosedsko pomoč, medsosedsko pomoč. To pa v tem času, ko je tako globoka gospodarsko-finančna kriza, je največji absurd, kar si lahko nekdo privošči, ker je izjemnega pomena, da ljudje držijo skupaj, da se ljudje med sabo pomagajo. Poglejte, kompletno periferijo, mi smo z teh krajev tukaj, lahko trdim, kjer praktično vsak dan čutimo, kako tukaj ljudje živijo. In zdaj se poskuša s tem zakonom še omejevati sosedska pomoč. Če pa mi želimo omejiti delo na črno, ki pa je močno eskaliralo v naši družbi, pa moramo reševati problem na izvoru. Problem na izvoru je pa, če imamo na eni strani 120 tisoč brezposelnih, potem imamo večino upokojencev, ki ne morejo preživeti z upokojninami, potem imamo ogromno število ljudi, ki živijo na minimalni plači zaposlenih, govorim v realnem sektorju. Če mi ne bomo tukaj na izvoru odpravili
ključne te probleme in če ne bomo sprožili to, kar je gospod predsednik prepovedal, se pravi, da bomo delali na gospodarski situaciji, tega problema ne bomo mogli rešiti. Ker marsikdo si zdaj poskuša še tu in tam kaj zaslužiti, da bi lahko iz meseca v mesec preživel. To je absurd. Ampak Slovenske demokratske stranki nikakor, da ne bi kdo slučajno mislil, da mi podpiramo delo na črno, nikakor ne. Vendar, tak način, kot je tukaj predlagan, je nesprejemljiv, je nekorekten in bom rekel tudi negativno vpliva na razpoloženje ljudi. Zdaj je tisti trenutek, ko je treba ljudi povezovati. To je ključna situacija zdaj, tako ali tako že tej kritični gospodarsko, socialni in finančni krizi. Veste sami, da so bili arhivi leta 2006 odprti z zakonom in mi ne vidimo nikakršnega razloga, da bi se arhivi sedaj zapirali. Nikakršnega razloga. Vlada poskuša prepričevati slovensko javnost, da bi bili morda v nekem trenutku ogroženi nacionalni interesi te države, če bi bili arhivi odprti, tisti del udbovskih arhivov, ki jih želijo zapreti. Poglejte, to je čisti absurd, to je neverjetno, to ne za razumeti. 2006 do zdaj so bili odprti in če bi že bilo kdajkoli ogrožena nacionalna varnost, bi se v tem času to zagotovo že zgodilo, če bi bilo karkoli takega noter. Je pa zagotovo ena resnica, ki pa je problematična. Ta pa je, in to njih skrbi. Marsikateri izmed liderjev in izmed visokih političnih funkcionarjev pa se po naši oceni boji, da bi se v teh arhivih našlo pa le nekaj takšnega, ki bi lahko škodovalo njihovim dolgoročnim ciljem, ki jih imajo postavljene kot politični funkcionarji. To bi pa znalo biti razlog, zakaj poskušajo zapreti arhive. In ničesar drugega. To je absurd vseh absurdov. Namreč eno izmed ključnih vprašanj je, ali lahko pokojninska reforma reši porazen položaj slovenskih javnih financ. Ne more ga rešiti. Pokojninska reforma ga ne more rešiti. Veliko ugodneje in tudi hitreje bi bilo, če bi reformirali trg dela in vodili neko aktivno gospodarsko politiko. Gospodarska politika v Sloveniji je katastrofalna. Namreč brezposeln človek nastane, če bi ga zaposlili, bi že z minimalno prispevno stopnjo prispeval v blagajno. In jaz mislim, da je to tisto, da moramo trg dela reformirati. Reformirati ga pa tudi v smeri zaposlovanja mladih. Mi se vsi zavedamo, to nišče ne taji, je bilo danes rečeno, da se populacija stara, da bomo imeli seveda starejših od 65 let kmalu že 15 oziroma 30% v Evropi, ne samo v Sloveniji, ampak kje so pa mladi? Mlade je potrebno zaposlovati. Slovenija je med evropskimi članicami, torej EU-ja, glede na nezaposlenosti mladih v samem vrhu. In še tisti, ki so zaposleni, je več kot 2/3, 70% skoraj takšni, ki so zaposleni samo za določen čas. Zato se mi zdi, da je posebna pozornost pač treba posvečati tej reformi trga dela in aktivni gospodarski politiki, ki bo govorila v prid mladim. Seveda pa tudi starejši in tisti, moramo na tiste razmišljati, mi vemo, da niso vsi sposobni delati dolgo v zrela, starejša leta, da ne bom rekel v stara leta, ker to smo lahko mlajši, vsem tisti mlajši krivični, in seveda bi morala biti temeljit v bistvu pokojninska reforma na neki pravičnosti, pa tudi na individualnih računih, ki toliko zagovarjajo. Druga zadeva, če poenostavljeno govorimo o delu na črno, sosedska pomoč. Poglejte, tisti, ki to ne zlorabljamo ali to nismo zlorabljali v življenju, to ne moramo razumeti. Za mene je to nerazumljivo in neresnično, da ne moremo se zbrati 4 prijatelji, ne vem, pokositi travo in posekati drevje na nekem vikendu ali pa na nekem domu. In ne samo to, tega se lahko jaz tudi izognem, pa to naredim sam ali pa tudi z tistim, ki ima to registrirano dejavnost, ampak gre za neki socialni korektiv. Namreč živimo v družbi, ki je socialno ne povsem pravična in družba, ki je v takšni krizi, da odvzemati ta socialni korektiv tistim, ki so seveda najbolj prizadeti, se mi zdi nekorektno, neprimerno in nerazumljivo. Kar se pa tiče arhivov,
Bi pa samo en stavek dodal. Ta država še zmeraj ne zmore pogledati pod svojo zemljo in odgovor je, da verjetno zaradi tega tudi ne upa pogledati v svoje arhive.